Jaz sem vedno svojim sinovom govorila, ti boš tak fant, da boš gore premikal. Nikdar se ne boš klicu svobode izmikal. To je pomenilo, nikdar se ne boš tistemu, kar te kliče, izneveril. In potem sem jim vedno pripovedovala to svetopisemsko zgodbo, kako je Bog razdelil talente in kako je eden izmed prejemnikov nekega talenta lepo odšel v puščavo, talent zakopal v pesek in čakal, kaj se bo zgodilo, in da se je potem Bog zelo razjezil. V glavnem, jaz mislim, da je čisto vsak človek talentiran in da ima vsak mislim, prav umetniško talentiran, to ne mislim samo petje ali pa igranje ali pa karkoli. In da je pravzaprav dolžnost človeka, da svoje potenciale, ki jim eni rečejo talente, izkoristi do konca v svojem življenju. To je njegova najbolj primarna in naloga, ki se ji v bistvu ne smeš izneveriti, ker če se ji, si v bistvu nakoplješ, mislim, si lahko v bistvu na nek način celo življenje nesrečen in hrepeniš in niti ne veš po čem. Jaz sem svoj talent, se pravi glavni talent, igralstvo, v bistvu je mene to klicalo, pri nas doma nismo vedeli, kaj je to igralstvo, kaj je to gledališče, in jaz že od majhnega v bistvu vstopam v ta domišljijski svet vseh teh ljudi, vseh teh zgodb, znam si predstavljati takšne in drugačne občutke in to me je tako klicalo, da jaz enostavno je bilo nemogoče, da bi slišala. Ampak hkrati sem na primer tudi zelo dobro risala in sem zdaj v letih večkrat premišljevala, če bi šla na primer nadaljevati ta študij na likovno akademijo, ker sem risala dobro. Ves čas sem sanjala o tem, da bi napisala knjigo, no, in zdaj jo pišem in zdaj, mislim, to je ena izmed stvari, ki jih bom uresničila. Rada, ljubim besede, rada imam to njihovo moč, ta njihov zvok, to njihovo vibracijo. In to, da sem talentirana tudi, naprimer, da povezujem ljudi, da sem verjetno tudi na nek način neka učiteljica sami sebi in drugim in tako naprej. Tako da jaz verjamem v človeške talente in v ustvarjalnost bolj kot v vse. In jaz mislim, da to človeka dela, to te v bistvu uresničuje. Preko tega ti lahko začutiš, kaj je to svoboda. Da ta klic, ta veter okrog tebe, to, da sprejmeš, da te je strah, da ne veš, kaj se bo zgodilo in vidiš, kako kljub vsemu živiš in kako se začneš odpirati za neke popolnoma nove občutke. In to svobodo jaz privoščim vsakmu in zato zdaj izbiram sladke, tople besede, da bi se vsak odločil, da jih zasliši, da pogleda vase, a veste, tudi če znamo kakšne papirčke lepo zložiti, pa jih pobarvati, ali pa, mislim, talenti so skriti, mnogokrat mi mislimo banalno, da niso nič vredni. Vsaka stvar, v kateri ti začutiš, da se ti tako dela, pa te že nekaj kliče. Tja noter je treba iti in tam noter je treba raziskati. In tam noter je ta sladka svoboda, ki te naredi tako brezmejno srečnega in te tudi razširi v ljubezni do drugih. To so tiste mostovi, ki nas povezujejo. Tako da, mislim, dolžnost. Dolžnost. Jaz, ki bi tako rada sladko povabila. Dolžnost in klic in občutek ljubezni in objem in lep pogled in lepa barva in lep dotik in neskončna svoboda je to in temu sledite. In se nikoli ne bojte, ker se vam ne more nič zgoditi.